Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Poglejte vse te sklepe, ki jih imate. Ustvarjeni so zato, da se lahko premikamo in opravljamo različne stvari. Vi pa samo ležite s svojim daljincem v rokah. Ne vem, zakaj se počutim tako slabo. Ustvarite dobre navade in prenehajte s slabimi. Verjamem, da sem zadnjič podala primerno razlago, vendar se ne morem vrniti na to temo, ker nimamo toliko časa. Vendar želim poudariti, da se mi vsi ravnamo po navadah. 40% vsega, kar delamo, so čiste navade. To pomeni, da skoraj polovico časa se ne zavedamo, kaj počnemo. Mi pač nekaj delamo, ker smo to storili že tolikokrat, da je to postalo del nas. Navade si privzamemo s ponavljanjem. In prav tako izgubimo navade s popuščanjem. Če neprestano nekaj delate, si privzamete navado tega. Če nikoli ničesar ne delate, potem si boste privzeli navado, da ne boste nič delali. Ko ste na nekaj navajani, boste to pogrešali, če tega ne bo več. Čez čas pa vam ne bo niti všeč, da bi to ponovili. Vendar se nočemo osredotočiti na slabe navade. Ko rečem, da je moje pridiganje v podporo dobrih navad, sem prepričana, da vi takoj pomislite na vse slabe navade, ki jih imate. Nič nočem, da bi se osredotočili na slabe navade. Želim, da bi si pridobili dobre navade. Potem ne bo nobenega mesta več v vašem življenju za slabe navade. Zadnjič sem govorila o prvi navadi, ki sem jo opisala v svoji knjigi. Vseh jih je 14 in o njih govorim v knjigi. Prvo navado sem poimenovala Božja navada. Rekla sem, da če redno posvetite nekaj časa prijateljstvu z Bogom in se izobražujete po Božji besedi, se boste sami po sebi otresli velike večine drugih slabih navad. Koliko izmed vas misli, da če posvetite določen čas Bogu, to zares spremeni vaše življenje? Tako bomo mi nadaljevali s to navado. Imamo dve temeljni besedili. Rimljanom 12:21, hudo premagajte z dobrim. Hudo premagujemo z dobrim. Tako lahko premagamo slabe navade tako, da delamo dobre. Drugo besedilo pa je, če boste hodili v svetem duhu, ne boste izpolnjevali del mesa. To je v pismu Galačanom 5:16. Poglejmo pismo Rimljanom 5:5. Najprej želim govoriti o mislih in navadah, da mislimo prav in govorimo prav. Mislimo prav, govorimo prav. Ne bom kaj veliko govorila o tem, kaj ko predavam, lahko končam vsako svoje sporočilo, da rečem nekaj o mislih in besedah. Lahko imam takšno knjigo, kot je ta, in sploh ne omenim tega. Rimljanom 8:5. Oprostite, prej sem napačno navedla. Prav tudi vi, zadaj mi boste lahko sledili, kajti tisti, ki se ravnajo po mesu, in jih njihova nesveta poželjenja imajo v oblasti, si prizadevajo za takšne stvari in svoj zastavijo, da zadovoljujo meso. Vendar tisti, ki so naravnani na duhovne želje in naravnajo svoj nanj, iščejo stvari, ki ugajajo svetemu duhu. Sedaj bi rada, da to besedilo postavite nazaj in vam ga bom prebrala na drugačen način. Kajti tisti, ki imajo slabe navade, se osredotočijo na te navade in so pod njihovim nadzorom. Tisti, ki pa imajo dobre navade, so pod nadzorom teh navad, ker so se osredotočili na dobre navade. Kjer so vaše misli, tam je tudi srce. Vaše misli so vedno pred vašimi dejanji. Vi ne morete spremeniti slabih navad, če še vedno mislite slabo. Ne morete ustvariti dobrih navad, če mislite slabo. Najprej morate misliti, da lahko spremenite stvari, da preobrazite svoj na tem področju. Bolj ko mislite na to, bolj ko govorite o tem, bolje bo. Pismo Kološanom 3:1-2 pravi: če ste torej vstali s Kristusom k novemu življenju, koliko izmed vas verjame, da ste vstali k novemu življenju? Tisti, ki si skupaj z njim delijo vstajanje od mrtvih, so se namenili, da iščejo večne zaklade od zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Osredotočite se na to, kar je zgoraj, kar so višje stvari, in ne na stvari, ki so na zemlji. Naj vam sedaj preprosto povem. Bog vam je dal, pa tudi meni, neverjeten dar,
v našem umu. Celo znanstveno je dokazano, da je neverjetno, kako malo našega razuma uporabljamo, česa vsega so možgani zmožni in koliko funkcij preskrbi vsak posamezen dan. Vaš razum je fenomenalen, sijajen božji dar. Bog nam je dal to sposobnost, da če zares postavimo svoj na pravo mesto, bomo nekaj naredili. Če smo čisto odkriti, je veliko opravljenega, ko to naredimo. Kajti v resnici lahko storite skoraj vse, kar imate v svojem in kar ste se namenili storiti. Ko ljudje rečejo, veš, jaz pač ne morem. Ne morem vaditi. Ne jezite se sedaj name, vendar resnica je ta, da vi nočete. Nikakor se ne morem izkopati iz teh dolgov. To je prevelik problem. Resnica pa je, da nočete plačati cene, da bi razrešili zmešnjavo, ki ste jo povzročili. Ali lahko grem tako daleč? Da bi vi razrešili zmešnjavo, ki ste jo sami povzročili. Da vem, vedno so nesrečne okoliščine, ki se lahko zgodijo ljudem in jih sami niso mogli kontrolirati, to vam priznam, o tem ni dvoma. Vendar smo rekli, da bomo govorili samo o tem, kar zadeva naš del. Če smo na eni strani uporni, potem moramo plačati svojo ceno na drugem delu. Z Davidom sva zapadla v dolgove, tako da sva uporabljala kreditne kartice. Nato sva se odločila, da se bova rešila dolgov. Trajalo je zelo dolgo in skoraj nič nismo mogla kupiti. Ni prijetno, ko moraš tako živeti, vendar pa ti je veliko zadovoljstvo, da se rešiš kreditov. Ljudje pravijo, jaz ne morem. Rad bi, vendar ne morem preživeti časa z Bogom. Hočem vstati, vendar nimam časa. Poglejte me, naj vam nekaj povem. Mi vsi imamo prav toliko časa, kot ga ima vsakdo drug. Vsi imamo 24 ur na dan. Torej, če nimate časa, da bi ga posvetili Bogu, potem se morate odpovedati nečemu drugemu v svojem življenju. Nič vam ne bo uspevalo, če na prvo mesto ne postavite Boga. Ko vam rečem, če se osredotočite na nekaj, vas nič ne bo ustavilo. Verjamem, da je to dar, ki vam ga je dal Bog. V Svetem pismu je celo mesto, ko je Bog moral priti dol in zmešati jezike, ker so se vsi strinjali o eni stvari in je rekel, nekaj bomo morali storiti, ker poskušajo delati stolp do nebes. Tako številni so, da če si to zamislijo, bodo to tudi storili in dokončali. To nam govori, da je nekaj neverjetnega, kar lahko naredimo, če bomo enostavno izrekli naslednje. Verjamem, da to lahko storim z Božjo pomočjo. Svoj sem usmeril v to in ga ne bom spreminjal. Problem je ta, da postavimo svoj potem pa to spremenimo. Se na nekaj osredotočimo, potem pa si premislimo. Postavimo svoj potem pa nam hudič govori prav iz tega. Na to se osredotočimo neko stvar, pa je pretežko. Postaviti moramo svoj in ne spremeniti in čakati, da bomo zmagali. Gotova sem, da poznate drugo pismo Korinčanom 10:4. Porušite napačne predstave, visoke in zvišene drže, ki poveličujejo same sebe nasproti Božjemu vedenju. Sveto pismo nam naroča, da porušimo to. Sedaj nekaj več o Božji besedi in poglejmo knjigo Pregovorov 18:20. Zelo rada imam to besedilo. Človekova moralnost se siti sadov svojih ust, siti se s pridelkom svojih ustnic in se z njimi mora zadovoljiti, pa naj so dobre ali slabe. Ojej. Bolje, da to še enkrat preberemo. Nisem prepričana, da ste dojeli. Besede imajo svoje posledice. Veste zakaj? Ker besede vsebujejo moč. V kozarcu imam vodo, lahko pa tudi primešam blato, če to želim. Prav tako imajo vaše besede neko vsebino in kar jim primešate, je popolnoma odvisno od vas, kajti od tega boste želi posledice. No, danes pa ste res navdušeni nad mojim predavanjem. Moč življenja in smrti je v jeziku. Moč življenja in smrti je v jeziku. Prazno govorjenje izgublja na vrednosti. To bi moral reči čuvaj. Prazno govorjenje izgublja na vrednosti. Poglejmo drugo pismo Timoteju 2:16. Izogibli pa se praznih, nesmiselnih in brezkoristnih govoric, kajti te lahko vodijo ljudi do večje brezbožnosti. Naj vam dam samo primer praznega govorjenja. Pravzaprav, če vzamete en dan in zaprete svoje usta ter poslušate druge ljudi, potem boste lahko slišali najneumnejše stvari. Mislim, so stvari, ki sploh nimajo popolnoma nobenega smisla.
Ljudje mi ves čas govorijo, o, Joyce, do smrti te imam rada. Jaz pa bi rada odgovorila, da naj me ne ljubi do smrti, ampak ko sem še živa, zares se zelo trudim, da bi imela življenje, ne pa umiranje. Ali pa rečejo, o, to me bo ubilo, to me tako ubija. In toliko govorimo o smrti, ljudje več govorijo o smrti kot o življenju. To je nesmiselno govorjenje. O, tako težko je, ne verjamem, da to lahko napravim. Nikoli se ne bom popravil, tako sem neumen. Nikoli ne bom shujšal, nikoli se ne bom izkopal iz dolgov. Nikoli ne bom imel dobre službe, službi ne bom dobil povišice. Če že toliko govorite, zakaj ne bi izrekli nekaj takšnega, kar bi vam lahko pomagalo? Zakaj izgovarjate stvari, ki vas bolijo in se po njih še slabše počutite in to ves čas? Veste zakaj? To je navada. Mi se navadimo, da izrekamo to, kar drugi govorijo. Ali pa smo si navzeli navade, da rečete, kar vam pač pade na um. Veste, da sovražnik mora storiti samo to, da pošlje majhnega hudička in ta vam narekuje misli v vaši glavi in potem jih vi izrekate. Narekuje vam misli v vaši glavi, ki jih potem samo ponavljate in govorite ves dan. Blablabla. Cel dan. Dobro, Bog pa hoče, da se odrečemo takšnemu ravnanju in da smo polni Božje besede. Na to hoče, da ta Božja beseda pride iz srca in potem iz naših ust. Odločite se, kaj boste delali, to ali to. Mogoče pa vam nekdo reče, kaj si se danes naučil, lahko rečete nič od tega in veliko drugega. Samo s tem pridigam, nič od tega, veliko tistega. Ne izrečete vsega, kar čutite. Recite to, kar je resnično. Vaša dejanja bodo sledila vašim besedam. Sedaj bom govorila o odločni drži. Koliko izmed vas je nagnjeno k temu, da imate težave z odločitvami? Koliko izmed vas napravi odločitev prehitro? To sem jaz. No, nekateri ljudje naredijo prehitro, nekateri prepočasi, nekateri sploh ne naredijo odločitve. Theodore Roosevelt je rekel, najboljše v vsaki odločitvi je, da narediš pravo odločitev. Naslednja najboljša stvar je, da narediš napačno odločitev. Najslabša stvar pa je, da ne storiš nič. In to mi je všeč. Seveda je najboljše, da naredimo pravo stvar. Pravzaprav pa pravi, da je bolje storiti napačno odločitev, kot pa ne storiti nič. Zaradi tega mnogi ne naredijo nič, ker jih je strah, da bi naredili napačno. Rekli boste, dobro, zakaj bi bilo bolje delati napačne stvari, kot pa ničesar storiti? Zato, ker če ničesar ne počnete, ne veste, kaj je prav in kaj je narobe. Včasih je edini način, da lahko gotovite, ali je prav ali ne, tako da to storite in vidite, če deluje. Jaz vam sedaj ne svetujem, da delate neumne odločitve ali da se odločate prehitro, ne da bi premislili. Mi vsi moramo premisliti, kaj delamo, potem ko smo molili in premislili vse možnosti. Samo pomislite, kaj bi bilo, če ne bi napravili odločitve. Najslabše in najtežje stanje na svetu je neodločnost. Ko veste, da se morate odločiti, ampak ne naredite absolutno nič. Zavedam se, da so tukaj nekateri, ki bi se morali odločiti, pa ne vedo, kaj bi storili. No, še naprej vztrajate v molitvi in verjamem, da vam bo Bog pokazal in boste sčasoma spoznali, kaj morate storiti. Morali pa boste nekaj poizkusiti. Kaj pa, če ne bo delovalo? Kaj pa, če bo delovalo? Veste kaj, če napravite samo majhen otroški korak in pogledate, če Bog odpre ta vrata, se pač ne boste preveč opekli. Nekaj mora biti za vsem tem, amen. No, če sedaj naredite to in ste se opekli na tem, potem je pametno, da se omaknete. Ne hodite v napačni smeri, ko nič prav ne deluje. Ljudje, ki stojijo na sredi ceste, jih zagotovo povozijo. Amen. Novinar je vprašal voditelja banke, gospod, v čem je skrivnost vašega uspeha? Moja skrivnost leži v 2 besedah. Gospod, kateri 2 besedi sta to? Dobra odločitev.
No, gospod, vendar kako napravite dobro odločitev? Rekel mu je, samo ena beseda. Gospod, katera je ta beseda? Izkustvo. Kako pa pridete do izkustva? Vodja banke je odgovoril 2 besedi. Kateri 2? Slaba odločitev. Ves njegov uspeh je slonel na dobrih odločitvah. Kako se je on naučil delati dobre odločitve? Tako, da je napravil slabe odločitve in se je iz njih tudi kaj naučil. Nihče ne napravi vedno vsega prav. To ni mogoče. Prosim, samo ne stojite in se ne bojte tako, da bi karkoli storili, in to samo zato, ker vas je strah storili napačne stvari. Verjamem, da so razlogi, zakaj ljudje ne napravijo odločitve. Mogoče je kdo neodločen, ker njegovi starši niso dopustili, da bi napravil kakšno odločitev sam. Starši, prosim vas, da otrokom dopustite kakšno odločitev v času, ko rastejo in ko oni odraščajo. To storite, preden jih začnete učiti, kako naj bodo odgovorni za svoje življenje. In če storimo vse za svoje otroke, jih s tem pohabimo. Dopustiti moramo, da napravijo sami kakšne napake in se na težji način naučijo, kaj deluje in kaj ne deluje. Vi tam ste neverjetno tiho danes. Ali nimam prav? Govorijo mi, vidiš, vendar mi jih hočemo obvarovati, da jih ne bi ranilo. Povem vam, da sem tudi jaz ravnala na podoben način z otrokom, ki ima sedaj 33 let, ko sem ga dobila, sem imela že 3 odraščajoče otroke, pustimo to. Odločila sem se, da bi imela otroka in David je mislil, da se mi je vtrgalo. Sporazumela sva se, da to zadeva Boga in sedaj je odgovoren za vso duhovno službo Joyce Meyer v naši državi. Zato sem zelo vesela, da ga imam, kajti drugače bi imela veliko več dela. Vendar, ker je on bil moj izbranec, sem zanj hotela vedno najboljše. Vse le zanj. In veste kaj? Če bi še enkrat lahko popravila vse skupaj, bi verjetno naredila veliko stvari drugače, vendar največ stvari, ki vam jih pripovedujem, sem se naučila tako, da sem naredila napake. Če so moje napake koristni nasveti za vas, potem vas vsaj lahko obvarujem, da ne naredite istih napak. Če imate težke trenutke, da jih spustite. Oče, mami, dajta no. Če doživljate težke trenutke, da jih spustite v svojih rokih, ne pohabite za njihovo bodočnost tako, da jim ne dopustite narediti svojih odločitev. Seveda je to odvisno od njihove starosti in še drugih stvari. Mogoče neodločni ljudje, negotovi vase in so tudi negotovi svoje sposobnosti. To zadeva mnogo ljudi. Jaz preživljam danes težke trenutke, ko vam berem in svetloba ni prav dobra. Ne stopim tja, kjer lahko nekaj vidim. Aha, tukaj je. Satan nam rad podaja strahove in negotovost, ki nas onemogoči in nam prepreči, da bi napravili kakšno odločitev, ki bi jo morali napraviti. Ne bodite tako negotovi, da ne boste napravili odločitve. Tisti, ki hoče ugajati ljudem, vam lahko prepreči napraviti odločitev. Postanete tako boječi, da če boste napravili kakšno odločitev, ne bo ugajala vsem. Govorili bodo o vas in bodo imeli svoje mnenje. Vi veste, o čem govorim. No, tako ali tako bodo govorili o vas. Mogoče to že počnejo. Mogoče sploh ni pomembno, kaj počnete, kajti govorili bodo o vas na vsak način. Nekaj vam svetujem, nekaterim ne bo všeč, karkoli boste storili. Nekatere je enostavno strah, da bi ga polomili. Mogoče so preponosni, da bi napravili napako. Ponovite z mano. Narobe sem ravnal. Nekateri izmed vas, ki gledate po televiziji, obupno potrebujete to. Iskreno vam povem, da sem dobila v svojem srcu takšen namig. Gledate nas po televiziji in je za vas največja stvar, ki jo potrebujete, da pridete do točke in si rečete, naredil sem napako. Ne izgovarjate se, ne poskušate tega opravičiti, samo recite, napravil sem napako. Veste kaj? To je človeško. Če napravite napako, je to del človeškega izkustva. Če zares mislimo in vemo, kdo smo v Kristusu, nas napaka ne oddalji od njega. Napravil sem napako. Tudi jaz sem naredila veliko napak, koliko je izmed vas naredilo napake. Potem bi lahko to tudi priznali in ne bo vplivalo na našo prihodnost. Ko ste enkrat storili odločitev, ji morate slediti. Nekateri ljudje so tako neodločni, preprosto zaradi tega, da jim ni potrebno prevzeti odgovornosti za posledice svojih odločitev. Mislim, da moram to še enkrat ponoviti. Veste, to je nekaj takšnega kot, temu se bom zavezal za novo leto.
Zakaj bi morali čakati na 1. januar? Ker, če se hočete otresti bolečine, nelagodja, dela, žrtve ali karkoli že je, veste kaj? Ne bo nič lažje, če bolj odlašate. Sprašujem se, kaj bi se zgodilo z našim življenjem, če bi storili tisto, kar vemo, da bi morali storiti. Da bi namreč opravili tisto miselno gimnastiko in tuhtanje do onemoglosti, ter bi se odločili, to je, kar moram storiti, jaz bom to naredil, v tem bom vztrajal, odločil se bom vztrajal. Te stvari bodo ostale v mojem življenju, tako bom storil, tako bom deloval do konca življenja. Želim si, da bi veliko ljudi prevzelo takšno držo, da bi v svojem življenju delali, kar je prav, in ne pustili drugim ljudem, da odločajo namesto njih. Ugajajte Bogu in ne ljudem. Dopustite, da vas vodi Sveti Duh. Amen. Ali hočete, da vas Sveti Duh vodi? Sedaj vam želim govoriti o zdravih navadah. Mislim, da bom malo posedela in bom imela z vami materinski razgovor. Čutim, da bi si morala nadeti svojo materinsko držo in vam govoriti kot otrokom. Ali ste pripravljeni? Prav. Veste, morate bolj skrbeti zase. Hočem, da ste zdravi. Ko se boste postarali, želim, da boste močni in polni energije. Želim, da storite vse, kar ima Bog za vas pripravljenega v vašem življenju. Nikakor ne želim, da bi že v svojih 20 ali 30 letih življenja porabili vso moč in boste izčrpani in izmučeni pri 50, 60, 70 in tako naprej. Sedaj me poslušate. Vi veste, da to neprestano ponavljam in morda že veste, da bom naslednji rojstni dan, ki bo čez 8 mesecev, stara 70 let. Poglejte me sedaj. Zelo dobro se počutim. Po resnici vam povem, da se počutim bolje kot takrat, ko sem jih imela 35. V meni je moč, energija, težko delam, vendar si tudi privoščim veliko počitka. Naučila sem se delati, naučila sem se igre, ne živim na smeteh, pijem ogromno vode, vsak dan telovadim. Vem, da vsakdo sovraži besedo telovadba, veste kaj? Karkoli delate in tudi če samo hodite, se morate premikati. Stvar je v tem, da nam je Bog dal vse te sklepe in vezi, ki jih imamo v svojem telesu, da se lahko premikamo. Poglejte se te sklepe. Vse to je ustvarjeno, da se lahko premikamo in delamo različne stvari. Če pa samo ležite na kavču z daljincem v roki, ne vem, zakaj se počutim tako za nič. Naj vam pokažem besedilo, ki je moje najljubše besedilo, vendar pa se lahko zdi nekoliko strašljivo. Ali ste slišali Božjo besedo, ki bi vas prestrašila? Pregovori 18:9. Kdor je malomaren in nevesten pri svojem delu, je brat podiralcu. Zakaj tako pravi? Zato, ker če ne skrbiš za svoje stvari, potem v resnici jih pomagaš razdirati. Prav tako, kot je mož David prej povedal, da kar mi pridobimo, moramo za to tudi skrbeti. Kdor ne skrbi, da bi se ozdravil, je brat temu, ki dela samomor. Prav. Pa imejmo malo spovedi. Koliko izmed vas ne skrbi zase, kot bi morali? Ti pa se hecaš danes. Daj mi že enkrat mir. Tako se počuti 90% ljudi v dvorani. Vaše zdravje je največji dar, ki vam ga je dal Bog. Lahko vam prav sedaj povem, da če tudi se dobro počutite in skrbite sami zase, se ne boste stalno tako počutili, če sedaj ne boste začeli skrbeti bolj zase. Vse to je čas. Vesela sem, da ste tukaj tudi mladi, vendar včasih ste najslabši pri tem.
Vi ste po konci do 2 ali 3 zjutraj, na to pa spite 2 uri in greste na delo. No, komu mar za to? Dobro, ne pravim vam, da ne bi imeli nobene zabave. Veste, morate uporabljati tudi razum, kajte lahko vam povem, da boste nekoč tudi vi stari 70 let. Vem, prav sedaj si mislite, noben ne more biti tako star. No, nekoč boste tudi vi tako stari. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.